Dober večer in dobrodošli v ciklu Nova knjiga skozi kritiko s Petro Koršič. Danes z nami knjiga, ki jo tudi tu vidite. Erich Fried je, kar je, pravi ljubezen. Prevedel jo je Štefan Weber, izdala Slovenska matica letos, leta 2022. Dobrodošli in seveda na koncu najnega tega uradnega formalnega dela, ki bo trajal približno 1 uro, vabim jih komentarjem, pa tudi kakšni refleksiji ali pa tudi vprašanju. Pesmi avstrijskega lirika Ericha Frieda sta prevajala Štefan Weber in Andrej Kokot, ki jih je leta 1988 pod naslovom Pesmi knjižno objavil pri Celovški Dravi. V Weberjevem prevodu so izšle tudi leta 2001, tudi v Celovcu, pri Mohorjevi, kot knjiga z naslovom Ljubiti se z vse boljšim orožjem, izbrane pesmi. Ta nov izbor 100 je v Weberjevem prevodu letos postregla Slovenska matica. Naslov je, kar je, pravi ljubezen, je tudi vers Ericha Frieda. Knjigo bova nekako pretresali, morda jaz nekako bolj s to kritiško oziroma bralsko noto ali pa recepcijo, takoj, ko se srečaš in soočaš s knjigo, torej obe pa slovenistki, torej jaz Petra Koršič in pa seveda moja gostja, pesnica in, kakor sem tudi napovedala, publicistka in to zelo plodovita, zadnje čase je skoraj na dnevni bazi, beremo njene zapise, to je magistrica znanosti Lidija Golc. Dobrodošla, ker se poznava, se bomo midve kar cikali. Zdaj, najprej sem se odločila, da bom, kakor običajno v tem ciklu, postregla z eno tako malo strnjeno mojo refleksijo soočanja s knjigo. Naj se vam zbranim, všeč mi je, da smo v živo, povem, da sta bila 2 drobca, sta se zgodila ob tej knjigi takoj, ko je izšla. Eno je bil citat, kolega je citiral eno pesem, potem pa je na našem skupnem branju Društva slovenskih pisateljev, Vrabec anarhist, Lidija Golc na koncu, ko se je precej zanetilo, mediatorsko postregla, povlekla knjigo in prebrala eno pesem in smo rekli, to je naša naslednja knjiga. Tako, jaz sem se kar odločila. Kdo bo govoril, še nisem vedela, potem sem te tudi povabila in si seveda kot predvsem specialistka za književnost slovenskih Korošcev, absolutno se intenzivno ukvarjaš z umetnostjo Korošcev, da nam pač knjigo predstaviš svoje avtorsko branje in tudi z različnih teh vhodov, tudi, kot vidimo, ima Lidija s seboj več knjig, tudi z neko tako analitično, bom rekla tudi literarno, zgodovinsko in pa tudi literarno-teoretično zamislijo o tem, kako bere knjigo. Namreč postregla nam bo tudi slogovno analizo, obe bova prebrali po nekaj pesmi. No, zdaj vam bom pač jaz predstavila to moje branje. Zanimivo se mi je zdelo, da je prevajalec Štefan Weber k prejšnji izdaji pripisal spremno besedilo z naslovom Erich Fried 1921-1988, pesnik angažmaja za življenje, retorik paradoksa, oblikovalec jezikovne stvarnosti. Ta zgoščena misel se mi zdi ključna za Frieda. Avstrijski književnik judovskega porekla, ta podatek, da je judovskega porekla, se mi zdi zelo pomemben, se je preselil. Emigriral je v London, tam ostal dolgo časa, si ustvaril družino, se je nenehno spogledoval z idejo o vrnitvi v nemški govorni prostor. No, in zdaj ti biografski podatki, torej judovstvo, emigracija, hrepenenje po prostoru, kjer se govori ta tvoj materni jezik, jezik, v katerem se pesnik najlažje izraža in raziskuje, je zelo generiralo, mislim, da potem njegovo poetiko. Če tudi ta podatek, ki je še bolj specifiziran prav z 2 recimo detajloma,
da je bežal pred skrajno desnico, ki je leta 17 na Dunaju požgala sodišče, kakor tudi pred nacizmom. In sicer leta 1938 je on izgubil očeta zaradi mučenja ob zasliševanju in potem tudi številne druge sorodnike. In se mi zdi, da če tudi recimo na nek način, pač to so ključne stvari, ki se poznajo. In tudi če teh podatkov, ker sama recimo poskušam brati tudi knjigo, kako bi bral nekdo, ki ne bi poznal nekih biografskih podatkov, ne? Če recimo delamo, ne vem, recimo promocijo poezije, ne, ali pa neke knjige, potem bi lahko pomislili, da ne moramo te knjige brati, ne da bi prej pomislili vsaj na to, glede na letnico rojstva, letnico smrti, ne, za katero obdobje je avtor živel, da najbrž so neke te stvari pomembnega označile. Ker najbrž, če ne izkusiš zla tako blizu, najbrž se težko podaš v to iskanje resnice, predvsem pa pričevanje zoper krivico, bom rekla. Torej, če tega podatka ne bi poznali, bi z njegovih pesmi izvedeli, da gre za globoko, vendar ne jedko, temveč aforistično kritiko družbenih in človekovih ravnanj. Fried se z navidezno lahkotnostjo in čistim, neobloženim slogom potaplja na dno vzorca zla in ga raziskuje. Pa ga ne raziskuje kot psiholog, ampak kot nek nevtralni novinar. To je bila moja asociacija pri branju prevoda. Človekove in družbene pasti pretresa z osebno neopleteno, distancirano in racionalno govorico. Ta pesniška govorica govori spoznanja z jezikom razuma. Prav njemu se podvrže tudi jezik duše, ki je nekako skrit, morda celo povsem skrit za to zgoščenost, imitacija vsakdanjega, žurnalističnega, nikakor ne preobloženega pesniškega sloga. Pesniški slog, ki se ne poslužuje figurativnega jezika in podobja, ampak veliko bolj kot na tem, glede na misli, na sentenci, na sporočilu. In zdi se mi, da ta jezik duše, kakor ga zdaj zasilno imenujem pri poskusu razumevanja njegove poetike, je kot inkognito skrit, vendar invazivno širi naokoli spoznanja ali pa tudi krivice ali pa opozarja. Nekateri kritiki celo pravijo, da je lahko včasih skoraj se približa neki didaktičnosti, sama pri tem izboru slovenskem ne bi mogla o tem niti poslušalno reči, kvečemo nasprotno, potrebujemo tudi poezijo, kjer je jasna neka etična drža. Bralec pa tega se mi zdi, da skoraj da ne zazna na prvo žogo, torej to, kar se mi zdi, da so sporočila. Ampak najprej s prvim branjem pride predvsem do osuplosti, da so pesmi tako dobro spisane v tem formalnem smislu, bi rekli, da je pesnik tako dober v tem delu obrtniški, v obrtniškem smislu, da vlada in pesniške forme in pa z natančnostjo grajenja pesmi. Pravzaprav bo danes mislim, da zaposlil tudi Lidijo, ki se je odločila eno ali več pesmi celo analizirati. Torej, po mojem mnenju, seveda ga Frieda predstavljamo kot političnega pesnika, vendar gre za navidezno politično družbeno angažirane pesmi. Obenem so te pesmi predvsem pesmi. Ko vse te etikete izpustimo, kako recimo, ko govorimo o, če delamo neko asociacijo na slovenski pesniški prostor, nam prikliče tip poetike, neke kasnejše pojavitve, kot so primer Edwin Fritz ali pa Vinko Medrendorfer, tam, ko piše družbeno-kritične pesmi. Vendar
ko pravim predvsem pesmi, da so to predvsem pesmi. To so pesmi, ki spregovarjajo o vzorcih, o mehanizmih delovanja, o čezpersonalnem. Torej, tu ne gre za nek odnos, spopad, ki bi govoril v osebnem smislu. Pričevanje oziroma njegov kritični odnos je izražen v jeziku, ki je nadpersonalni. In mora biti, to je tudi tista neka, pravim, distančnost, neka zadržanost, da ne potegne v to, da bi se začutilo to, kar v nekateri kritiki, po mojem mnenju, skoraj neupravičeno tudi očitajo, in sicer, da je včasih sentimentalen. Vsaj v tem našem izboru, Lidija, boš povedala, kako ti bereš, mislim, da takih pesmi ne zasledujem, oziroma jaz sama kot bralka jih nisem tako videla. Odlika je pri Fridu ravno to, da pesmi govorijo jasno, jedrnato, transparentno, skoraj preveč razumljivo, poda globoka spoznanja. Pesem lahko razume vsak, lahko pravim, ker ni nujno, da jo vsak lahko doume. Prav tu, oziroma to je tista Fridova izvrstna pesniška bravura, izčiščenost, tehnična spretnost, dovršenost in obenem vsebinska pogumnost in drznost. Natančno zapikniti sporočilo, sentenco, modrost, velikokrat v neki anekdotični maniri, vendar tudi aforistični, to so te krajše pesmi, nekaj vam jih bom potem prebrala, nasplošno pa vsekakor tako, da obvladaš jezik in se z njim do obisti igraš, bodisi, pa ne izpade to, da je igranje jezika, ne, se boste videli potem od primerov, ampak na ta način, da uporabiš jezik, da je to tvoje sredstvo, ki ga uporabiš v teh mejnostih, ko iščeš, bodisi da, ko gradiš pesemsko besedilo na nasprotjih ali pa na nekih navideznih paradoksih, bodisi na sorodnostih ali pa na takih blizu zvočnih besedah, kot jim pravimo blizu zvočnice, hkrati so pa to, znotraj pesmi se izkaže, da so te blizu zvočnice pravzaprav zelo veliko različnostjo pomena in razpirajo retorično, odlično podano, živo, vitalno sporočilo. In ničkolikokrat se zgodi, da nas zapelje, ko sem rekla, prede najprej nekako razumemo, pa ne doumemo, nas zapelje ravno ta pogostnost ponavljanja, grajenja na tako, da izpade prosto, ponavljajoče z nekimi anaforami, a hkrati zelo močno in pretresljivo sporočilo, tako, ki pač po moje, da težko dobi, kako bi rekla, par ali pa tekmovalni par, ne? Če že lahko rečemo, da v poeziji sploh tekmujemo oziroma umetnosti. Ta tretja Fridova slovenska pesniška knjiga je izšla pri Slovenski matici v zbirki Prevodi svetovne književnosti, uredila jo je Miljana Cunta, ima spremno besedo germanistke, zanimivo, vidi se tudi kritičarke in prevajalke Tanja Petrič. Tanja Petrič je spremno besedo naslovila tudi po Fridovih verzih in sicer zgodovina se je v največji meri dejansko narobe dogodila. Pesmi v prevodu Štefana Levarja so razvrščene v prevajalčeve razdelke, sam pesnik jih je razvrstil, sama teh razdelkov nisem niti tako zelo strogo razumevala, mogoče pri nekem takem globlejšem poznavanju se to opazi, ker je tudi navedeno v knjigi, iz katere izvirne zbirke je pesem prevedena in umeščena v te razdelke. Nasplošno, ne glede na to, ali gre, kako so imenovani ti razdelki, lirika moralnega angažmaja, lirika družbenega angažmaja, politična lirika, ljubezenska lirika, bi lahko rekli, da je ta pesnikov angažma in angažma misleca in tudi kritika pravzaprav vseh, tudi v ljubezenski liriki. Zdaj pa, predno
bova z Lidijo tudi kakšno pesem prebrali, sem si zamislila, da bi morebiti, Lidija, glede na to, da si ti nekako prečesala te zbirke, te sploh v slovenščini izdane zbirke, da bi pa še opozorila si, da je gospa Kasilda Bedenk prevedla nekaj Fridovih pesmi in je dvojezično, kar je zelo zanimivo, no, to poudarjam predvsem zaradi tega, ker mi je pri knjigi skorajda, pa ne zato, ker bi to moralo vedno biti, ampak ker me je v tem primeru prav pritegnilo, da bi brala še en nemški original. Zato, ker sem razmišljala, kako težko je bilo prevajalcu to prenesti, ker največ ponekod je bilo treba tudi nek odvod narediti, da si še vedno na podlagi tolikih teh jezikovnih iger prestavil iz enega jezika v drug. Ne? In to, kar je zelo očitno tudi v tej knjigi, da knjiga nima ločil, da če so izjemoma so, bo tudi Lidija povedala, zelo na mestu. In kako potem te drobne finese, ki predvsem jezikoslovno izobražen človek opazi, prenesti v drug jezik. To mi je bilo seveda vprašanje tudi za prevajalca. Veliko si povedala, jaz upam, da jaz bi kar predlagala, da najprej kakšno pesem preberemo, ker se mi zdi, da je bilo teorije kar precej, pa bi se odločila za pesem, ki jo je največ slovenskih prevajalcev prevajalo do zdaj. In sicer ga je prevajal Andrej Kokot, pa Štefan Vevar seveda, in je pripovedoval na predstavitvi, ki je bilo v Slovenski matici, da tukaj ni nič popravljal, ker je bilo vse tako zelo jasno. In Kasilda Bedenk, ki je objavila 10 pesmi skupaj s prevodom v spletnem časopisu Lokutijo, ki pa se mi zdi, da ni izbrala najboljših pesmi, tako da je ne bi citirala. Izbrala je samo ljubezenske, kar se mi pa ne zdi zelo značilno za Frida. Tako da je pa treba povedati, Kasilda Bedenk je živela v Gradcu, ustanovila je društvo prevajalsko in inštitut za slovenščino tudi, ker je šla kot prevajalka tja, da bo študente učila prevajati in potem ostala dolgo časa. Zdaj pa mislim, da je spet v Ljubljani. Ne, še bo. Še vedno. Torej, ona je poznavalka in promotorka Slovenije in povezovalka na vseh mogočih področjih. Lidija, ampak to naslovno pesem so pa po mojem vsi trije prevajali, ne? Vsi, pa ne samo ona, prevedla jo je tudi Ivana Kampuš in je s to pesmijo zaokrožila svoje kratke zgodbe Polet v moj svet in je njen avtorski prevod, vendar mi je najbolj všeč, da ni nič razlagala. To pa moram reči, da mi je vedno pri pisateljih, ki citirajo nekoga, je dobro, da je citat noter, ne pa da še razlaga zraven. In zato je ta knjiga čudovita. Moram pa reči, da me je tudi Ivana opozorila na pomen tega našega avtorja na Koroškem, ampak bi o tem kasneje, zdaj pa najprej ta pesem, ki je zelo znana, ampak je nisem prebrala, na društvu tam pisateljev, ker se mi je zdelo, da jo že vsi poznajo. Je, kar je. Je nesmiselno, pravi pamet. Je, kar je, pravi ljubezen. Je nesreča, pravi preračunljivost. Nič drugega kot trpinčenje, pravi strah. Brezupno je, pravi spoznanje. Je, kar je, pravi ljubezen. Smešno je, pravi ponos. Lahkomiselno, pravi previdnost. Nemogoče je, pravi izkušnja. Je, kar je, pravi ljubezen. Zdaj jaz upam, da boš zadovoljna s tem, kar sem jaz si izpisala, ampak se mi zdi, da je zelo zanimivo vedno avtorjev razvoj spremljati, pa bom iz prevodov to malo poskušala prikazati. Bi pa povedala, da na Koroškem je imel ta avtor izredno močan vpliv in ga ima še vedno in bom potem nekaj spominov, ki so pač nastali v tem času,
po pošti, pa v osebnih pričevanjih povedala, ker na Koroškem je še poseben bil ta avtor zelo znan. Lahko tudi najprej to, če si želiš, pa gremo s tem k prevodu, da gremo globje v tekst. Ne, ko sem že začela, pa mogoče res najprej to, torej prva knjiga pesmi, Andrej Kokota, ne. To je iz leta 88 in Andrej Kokot je že prej prevajal revijalno in moram reči, da seveda, če smo pri Korošcih, ne smemo mimo zbirke Mladje in je v zbirki Mladje seveda Kokot opozoril na Frida in na njegovo povezanost s Korošci. Frid je 86. leta obiskal Koroško, nastopal mislim, v Celovcu, pa v manjših zasebnih družbah. Najbolj je bil povezan s Mesnerjem, tako da je treba to še raziskati, kar sta si dopisovala. In Mesnerjevi škatle njegovih, vsega, kar je zapustil, so ravno kar prišle v prave roke, v Musilovo hišo. In tam jaz ljudi poznam, jaz bom gotovo lahko prišla do tega, samo tako hitro se pa to ni dalo. Ne. Sta pa imela ona dva, torej Janko Mesner pa Frid, ne samo istoletnico rojstva, 21. sta se oba rodila, ampak tudi oba sta imela telesno hibo. To mi je pa nazadnje povedala ena študentka, ki jo je videla skupaj nastopati na Dunaju, na pisateljskem srečanju in je rekla, to je Jozica Črtov, moram povedati, ne? In ona je rekla, da se ji zdi, da je to tudi njiju povezalo. Za Mesnerja zelo točno vem, ampak zdajle ni to tema, za Frida pa jaz tega tudi nisem vedela. Kako je pa to odmevalo, to prijateljstvo odmevalo v Mesnerjevem delu, mi je pa sam povedal. In sicer obstaja en CD, kjer so njegove pesmi, Mesnerjeve pesmi uglasbene in tukaj je ena pesmika tako spominja, jaz jo bom kar prebrala, ko sem že to začela, to sploh ne moš verjeti, kako zelo podobna je to, 30, poslušajte, po Auschwitzu, to pravi Mesner, in to je tudi uglasbeno. Po Auschwitzu ni mogoče več pisati pesmi, tako adorno. In vendar jih spet pišejo po vsem svetu. Po strelih na Romera pred oltarjem je marsikateri vernik dokončno obupal nad Bogom. In vendar še v njegovem imenu terjajo delo, kruh, mir, vpijajo proti vojni po vsem svetu. Kako naj človek živi brez ljubezni? Kako naj Bog brez pesmi prebije? Torej, to prijateljstvo je funkcioniralo ne samo živo, ampak tudi v vplivih, bi rekla. No, zdaj pa tisto, kar si me pozvala, v resnici se mi zdi prav in sem tudi s gospodom Štefanom Weberjem pa Stanjo govorila, da bi bilo treba tudi spremni besedi priznati, da je Kokot celo pesniško zbirko prej naredil, izdala je založba Drava. Spremna beseda pa je delo Emila Cesarja, ki je poudaril, da sta dve pesmi nastali prav za Korošce. Zdaj ne vem, če mi ta čas imamo, to sta zelo konkretno, Kmečki punt na Koroškem, pa logika za nekatere in proti nekaterim, lahko tudi kasneje to preberemo. Druga pesniška zbirka je seveda Štefana Weberja, išla je v Ellerjevi zbirki, to je elitna zbirka Moharjeve založbe 2001 v Celovcu. In spremno besedo je napisal Štefan Weber. Ta spremna beseda povzame, tako kot si ti tudi povedala, tako zelo povzame vse bistvene stvari. To odprtost, to širino, to nehermetičnost, predvsem pa dvojnost, preprosta oblika, pa za to obliko zgodovina, medbesedilnost, sporočilnost na več nivojih. In to mi je všeč, da je to Štefan Weber že takrat povedal zelo preprosto s konkretnimi primeri. Ker jaz težko berem nekaj, nekdo pravi, pesniška sredstva so ta pa da, ne vzame pa ene pesmi, pa na eni sami pesmi to pokaže. In meni je bilo najbolj všeč, ko sem dve pesniški zbirki prebrala
Fridovi pa nisem opazila, da ni pik pa več. Nisem opazila, presežem. In potem sem ugotovila, pa ne, kje pa ima to. In je imel pri prvem govoru, kot sem ti prej rekla. Prvi govor pa zahteva natančno sporočilo in tam so bila ločila, pa ne. Drugače pa slogovno meni taka jasnost v sporočilu, pa poglobljenost, istočasno ta antitetičnost, ki je nekakšno gonilo literature, mi je zelo blizu. Tudi pri njem, recimo. Ne? In tudi pri prevodih, pri natančnem prevodu, pri Weberju so to takoj vidi, ne? Pri kakšnem drugem prevodu pa ne. Potem je seveda, ti si naštela že katere so ciklusi v zadnji zbirki. Zato jaz v zadnji zbirki ne bom povedala, mi je pa všeč, kako je potem Weber začutil, da je več v Fridu. Torej, več ciklusov je v zadnji zbirki in poudarjeni so tisti, ki so sporočilno pomembnejši. Torej, ni šel kronološko, ampak je šel po tematiki in to je tudi bolj pošteno do avtorja, vedno se mi to zdi. Če bi lahko samo prebrala, kaj je v drugi zbirki, v Ellerjevi tej, torej oblikovalec jezikovne resničnosti, igra je zelo pomembna tukaj, potem so ljubezenske pesmi, ki bi jih jaz dala na konec, recimo, potem so lakonične, epigramatične, miniaturne, teh je res veliko, a ne? In tudi to, ne? Tudi to in na vse teme. In moralno angažirana, ampak to ni morala zato takole s prsta, ampak zadnji, preberš še enkrat, da boš videl, ne? Potem je politična, torej vietnamska, je bila takrat pa Auschwitz, in pa pesmi o pesmih. A ne, lirika kot tematika je pa vedno v podtonu je pri Fridu, se mi zdi. Je pa spremna beseda v tej naši zadnji zbirki, napisala jo je Tanja Petrič, se mi zdi antologijski zadnji odstavek. Čemu brati, ne? Čemu brati, to je pa antologijsko napisano, izumila je celo 2 besedi novi, torej fridovsko pisanje pa prefridano. Prefridano pomeni prefrigano. Torej, ni prefrigano, je pa prefridano. Ja, dajte vi še enkrat prebrati, pa kaj je tukaj zadnje res mislimo, a ne? Torej, to mi je bilo všeč. Zdaj pa moram se vrati seveda Koroško, Slovence. Tako. Torej, razen Ivane, ne, torej Mesnerja, sem že nekaj poudarila. V Mladju bi lahko izpostavila, katere pesmi je Kokot. Same take angažirane za 70. leta, ne. To Mladje je sicer kasneje išlo, 83. leta, ampak 70. leta so bila za politiko, pa za table, pa za borbo za svojo identiteto zelo pomembna in to se vidi tudi v izboru Andreja Kokota. Recimo, ima posmrtnico, zoper smrtno kazen, potem ima Črnorečje, to je ena od tistih kratkih, ne, Poznavalec ljudi, napis, bom kar eno kar tako, zato ker se ne moram odločati. Recimo Črnorečje. Psi bodo umrli kot muhe. Muhe bodo umrle kot psi. Ljudje ne bodo smeli umreti kot psi. Ljudje ne bodo smeli umreti kot muhe. Ljudje bodo umrli kot ljudje. Ne? A ti voliš, tu je pa taka odlična navezava potem s to pesmijo. Samo, a se spomni, veš, za katero gre, a je definicija, kako je naslov? Vem. Ne, če ni definicija, je definicija. Je pesem, ki se popolnoma nanaša na to, očitno je do Pilu, in to pa imamo tu objavljeno, ne? 79. Ne, ni 79. Ni 79. Pa je pa 60. Lej, to napamet pa ne moram vedeti. Ja, je. Poslušaj to. Ta je boljša kot Borisana Novak. Borisana Novak ima eno celo knjigo o definiciji, ampak ta jih ne se je.
Definicija. Pes, ki umira in ve, da umira kot pes, in ki zna povedati, da ve, da umira kot pes, je človek. Ne da se boš. Je kot nadaljevanje, kar si prej prebrala. Zdaj, mladje je žal v 90-ih letih poniknilo, v 60-ih letih tam do 80-ih je bilo center vsega kulturnega dogajanja, dokler je bil Florjan Lipuš urednik, je nekako šlo, potem je bilo ena črna številka ali pa črno leto, potem je Jani Osvald prevzel uredništvo in je potem on nič ni bil kriv, da je nehalo izhajati mladje, ampak je nehalo izhajati zato, ker ni bilo dovolj več poslovnih prispevkov. To sem vprašala zadnjič, ko smo bili na Zilji, tudi Jožica Črtov je bila ena od zelo pomembnih sodelavk tega in je rekla, da preprosto je preveč nemških prispevkov prihajalo in je uredništvo zelo težko se odločalo, ali je to potem slovenska revija ali je najbolj pošteno, da nekaj izhaja. Pa saj potem je drugod kaj izhajalo, ampak mladje kot mladje je pa bilo po moje res prav, da je nehalo izhajati. Jaz sem hvaležna, da imam prijateljka, imam vse številke mlade in to je res zanimivo branje. Kaj pomeniš, zakaj je prav slovenske ekološke Slovence tako pritegnil Frid? A je bil tako ključen ta obisk, uživo, srečanje, ali je to poezija? Ne, on je preprosto empatična osebnost bil. In če so ga povabili, je dolgo trajalo, da je on lahko prišel. Ampak ko je prišel, so mu razložili situacijo in je razumel. Recimo ta pesem o koroških puntih je apliciral zgodovino koroških puntov na tisti trenutek, ker drugače pesem ne bi smela iziti. A veš, ma sej, mogoče bi to, čakaj, kje je to? Ne. Tukaj je. Se upravičujem, ampak vem, kje je to pač. Poslušno. Kmečke punte je zelo jasna, je tudi povzetek dovolj očitan, ampak tole. Logika za nekatere in proti nekaterim. 1983 je šla, mišljena so 70 leta. Tvoj sosed govori drugače kot ti. Je torej resnično čisto drugačen. Njegovi starši so komaj znali tako govoriti, da si jih razumel. In tvoji starši in njegovi ti niso bili enaki in med seboj niso bili prijatelji. Torej mora nekdo biti manj kakor drugi. To je na dlani. Moraš pač ti biti tisti boljši. To menda ne pride oddaleč. Tudi kljukasti križ je še blizu. Ne bi bilo treba daleč hoditi pont, pa bi bil spet tu. In to je zadnja pesem zbirke, ki jo je prevedel Andrej Kokot in je dal poudarek celotni zbirki, ker ta pesniška zbirka pa nima ciklusov. In seveda to ni slučajno. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Bi pa prebrala še eno zasebno pismo, ki mi ga je pisal Vinko Vizer, to je brat urednika Lojzeta Vizerja, da ne bi zamenjali, in pravi, pravi takole, v alternativni sceni in demokratičnem gibanju je v avstrijskih mestih bilo slišati o branjih tega literata. Pesem, kar je, sem tako izljubil in je ostala v spominu. Slišali smo jo tudi v šoli. S preprostimi, vsakomur razumljivimi besedami se je Frid približal človeku. Zdi se mi, da je bilo dobro obiskano branje v Stadthausu, to je blizu glavnega celovškega gledališča še danes, da je bilo tam spoštljivo in navdušeno ozračje. Iz uredništva Slovenskega vestnika, kjer sem bil kolega Andreja Kokota, smo mu pripravili pozdravno darilo in jaz sem mu moral napisati nekaj besed. Vtis imam, da je Frid poleg psihiatra Ervina Ringla, ki je napisal knjigo o Koroški in tudi knjigo Beg ne pomaga, v smislu Prima Levija recimo,
v tem času, da je Frid v tem času močno vplival na slovensko in nemško govoreče Korošce. Zdaj pa nekaj od danes, to pa skoraj ne moreš verjeti. Tudi, če sem doma, nisem pozabila. Danes je prišla pa tale pošta, kjer me vabijo na eno prireditev, in sicer je to Slovensko kulturno društvo Jeba Baško jezero, ki ima 2.7. spominsko slovesnost, ki pa jo oni nikoli ne naredijo žalostno, ampak vedno spodbudijo s tamburicami, pa z nastopi zborov. Kaj misliš? Tukaj je pesem Edwina Frida, ki pa jo jaz ne poznam, ampak sem bila navdušena, ko sem to prebrala. Torej, je aktualna še vedno med njimi, so pa res organizatorji, 2 gospe sta organizatorki iz te generacije, ki je Vinko v zemlji pisal. Tako da jaz se bom prebrala, če jo ti prepoznaš, tole je meče sveže. Sem pa šla pogledat v to zadnjo zbirko, v to našo, hvala Matici, da jo je izdala, ne, jaz sem bila čisto srečna, ko sem slišala, da bo to išlo. Pa mogoče sam še to povem, tukaj je 100 pesmi, ne, 50 jih je iz te zbirke, ne, in ko sem Štefana Veverja vprašala, kako se pa to lahko zbral, ne, je rekel zelo težko. To je skoraj nemogoče izbrati. Na koncu se je moral odločiti, ko sem imel datum, kdaj moramo dati, veste, to je... Potem pa še nove, ne, izbor, mislim, da ne iz vseh zbirk, ampak... Ja, uporabo je nekaj novih, pa od tukaj, ne, ampak 50 pesmi pri tako bogatem avtorju ni veliko, ne. Frid je zelo veliko napisal in ta zbirka, ki nosi naslov, a ne, je kar je pravi ljubezen, je 44krat izšla, težko je to veliko za eno zbirko, a ne. Veš, kaj sem pa pozabila? Mislim, da bi bilo treba povedati, da je kljub temu, da je živel v Londonu, a ne, da je on pisal celo življenje v nemščini. Ja, jaz sem to nekako... Da je pa prevajal Shakespearea in to zelo dobro, a ne. In je tudi zato živel, ampak bil je pa izredno empatičen in nikoli ni pozabil svoje mladosti, recimo, a ne. Zato je tudi rad prišel, če ga je kdo povabil, je zelo rad prišel, a ne. No, zdaj pa tale pesem. Kaj se godi? Mislim. Zgodilo se je in se še vedno dogaja in se bo še dogajalo naprej in naprej, če se ne bo zgodilo kaj proti. Nedolžni o tem nič ne vedo, ker so preveč revni, in krivi o tem nič ne vedo, ker so preveč krivi. Revni tega ne opazijo, ker so prerevni, in bogati tega ne opazijo, ker so prebogati. Neumni skomigajo z rameni, ker so preneumni, in pametni skomigajo z rameni, ker so preveč pametni. Mlade ne briga, ker so premladi, in stare ne briga, ker so prestari. Zato se proti temu nič ne zgodi. In zato se je zgodilo in se slej ko prej godi in se bo dogajalo naprej. In mi vemo kontekst, ne? Ker če ne veš konteksta, lahko razumeš kar takoj. A si ti izpostavila te slogovne posebnosti? Ne, jaz sem bolj želela to še povedati, da ko smo midve prečesali, katere pesmi recimo bi izpostavili ali pa prebrali na današnjem večeru, se je, kar se pogosto ne zgodi, pa vendar se kdaj, se zgodi, da se nama je prekrila pesem Otroci in levica, pa tudi definicije, ampak jaz sem si jih potem za nalašč izpisala res vse, ki so kakorkoli naplavljale moj spomin, ne, oziroma običajno so bile to tudi zelo kratke zato, ker se mi je zdelo, da danes, ko je tako v ospredju poezija upora, tudi revolta, sploh zadnjih 2-3 leta, koliko je, od tega covida in tako naprej, ko so se zbirali ljudje in protestirali. In je veliko pesnikov brala, se mi zdi, da potem dobimo res neke take kratke, ki pa potem se vprašamo, kaj vse, na nek način, kako se v sodobnem času redefinira, kaj je pesem, ne. Koč par srečanj nazaj smo slišali, pesem je vse, kar pesnik zapiše pod pesem. In potem imamo te zelo kratke, jaz jim rečem aforistične, ker niti niso anekdote, so res zelo kratke in so tako močne in potem se vprašaš, ne, kako aktualen je in tudi
omenjena prevajalka in tiska spremnega besedila je poudarila ravno to aktualnost njegovih pesmi danes in še toliko bolj danes, ne vem, leta 2020, 2021, 2022. In tudi to, da tudi v nemško govorečem prostoru se potiskuje in so vedno, je pač kljub temu, da sem jaz govorila zadržke kritikov, je vedno v širšem bralstvu pa bil dobro sprejet, kar pomeni, da je bilo kot eno diametralno nasprotje in je potem tudi vedno je postavil bralstvo na dve radikalni skrajni legi. Ne? Tudi kritiki so rekli, ali bo čisto pozabljeno, ali bo nekaj od tega pač sprejeto. Ne? Ko smo Štefana Weberja vprašali, s kakšnimi občutki, ker je prevajal vzporedno en roman, za Mohorjevo, pa Frida je rekel, da je to neprimerljivo. In sem se jaz potem spomnila, gospod je napisal tudi zelo znamenito knjigo o prevajanju, vrvohodstvo ali vrvohodska umetnost prevajanja, ne? In tam v tisti knjigi tudi primere navaja, kje se pa prevajalec počuti v resnici kot vrvohodec. Ampak pravi, da je na prvi pogled Frid preprost. Ko ga začneš pa, ko plast za plastjo odkrivaš, ni več nič od te preprostosti. Ni nič lažje prevajati kot prozo, no, to je hotel povedati. Ja. In jaz bi to čisto verjela, ne? A sem te prekinila? Ne, ravno to, ne, saj to sem nekako poudarila, da se mi zdi, da je tam se začne njegova bravuroza, ne, to, da je na videz preprosto, da lahko pač prebere vsak, noben ga ne bo zavrlo, ne, da tega ne bo poslušal, ne, doumel pa. Sam je kot, ja. Pa tudi potem prevajati, ravno zato, da vse te plasti ujameš, ne, tudi v slovenski različici. Se mi zdi, da si ta odstopanja videla od knjige do knjige? Moje znanje nemščine ni tako dobro, da bi si jaz upala trditi, da sem to videla, ampak se mi pa zdi, da je zelo dobro prevedel citate. Tako da ti medbesedilnost takoj razumeš, na kaj se nanaša, recimo, če le malo bereš, veš, ne, za kaj gre. In pa odlično je fraze prevedel. Zdaj, a veš, to pa ni šala, ne. Če je fraza, jaz sem sklepala, fraza se ne da tako dobro prevesti, pa jo je opisal, ampak zelo redko. To se pravi, da je zelo veliko dela vloženega tukaj. In jaz si nisem mogla kaj, da ne bi v Slovenski matici prebrala od Ivane Prvotne, ker je bil prej. Lepo, slišimo že danes? Pa se ista pesem, ne bom, ja. Ampak je gospod Weber je vzel in rekel, kako je v zadnji, ki ti si napisala, je rekel, ja, fino, to je dobro, to je tudi možno. Prav, sem se ukvarjal z določenimi znanimi pesmimi, ker se izpostaviš, ne. In tudi Vinko je izpostavil to pesem, recimo, ne, pa on preprost človek, on doma dela, pa je težko meni pismo napisal, da bo veliko napak naredil, sem rekla, Vinko pa mi pa po telefonu, ne, ampak je prišla lep spomin mi je napisal, ne, edini, ki mi je napisal. Zdaj, če imaš ti zapisano, pa malo več šteje, kot če ti nekdo pripoveduje, ne. Zanimivo se mi zdi, ko si prej citirala, mislim, ko si navajala in potem tudi prebrala, ko si delala to povezavo z Mestnerjem, sem se spomnila tudi na to pesem Brati pesmi. Sicer ni bila med temi mojimi izbranimi, ampak se mogoče zelo dobro nanaša na to, kak odnos je imel do same poezije oziroma do pesmi. Brati pesmi. Kdor se od pesmi nadeja rešitve, naj se rajši nauči brati pesmi. Kdor se od pesmi ne nadeja rešitve, naj se rajši nauči brati pesmi. Tako v bistvu na nek način, to je spet en ta primer ponavljanj, igranja samo na zanikanju, na eni minimalni premisi in hkrati za cel esej v ozadju, če si vzameš v premislek, ne. Se pravi,
taka posredna definicija, ne, poezije. Kako se pa tebi zdi, katero sredstvo pri njem tebi tako izstopa, da te najbolj prepriča? Jaz sem sebe to vprašala in si nisem znala odgovoriti enoznačno, ne? Ampak zdaj recimo, če te presenetim s tem, me zanima, v resnici me zanima, kaj ti je recimo ta dvojnost, to razplastenost si že omenila? Navidezni paradoks. Meni se zdi, da ni paradoks, ker tudi Štefan Weber napiše naslov, kako že spremlja besedile, da je, ne? A se spomniš, kako točno? Tako bom pogledala prav naslov. Tako, ja, retorika paradoksa, ne? Mislim, da gre za navidezni paradoks. Da gradi to kompleksno sporočilo na tem, da s tema dvema skrajnostma pripelje do nekega prostora, kjer je lahko tako zelo na hitro paradoks, pa si rečeš, ne? A, res? Ja, res. In potem je še, a, res? Ja, to je to, kar si zdaj brala, ja, to se strinjam. Tako da, no pa potem, mogoče preberem še kako pesem, pa ti tudi zdaj, ko smo že kar povej. Torej, jaz bi zdaj... Imamo še čas. Torej, jaz bi izbrala par pesmi. Nekako sem šla, zdaj je, kar je si že prebrala. Pri Otroci in levici sva rekli, da boš ti, ker temu, da sva obe izbrali, ali tako. Potem ja, to je tista definicija, si tudi že prebrala, jaz, ko smo rekli, no, potem, no, bomo 79. Tako. 79 je ta. Veš ti? Jaz bi imel na 13, pa daj ti. No, da ti na 13, pa potem bom jaz na 79. Življenjska naloga. Če človek sopiha za krivico kot jaz, ga to lahko napolni z globokim zadoščenjem. Ko se opotekam za njo, lahko rečem, beži pred mano. Ko se obrne bežeč pred njo, upijem, tako bojevita je samo na umiku. Pri vsem pa le natanko vem, da je nikoli ne ujamem. Torej se upajmo tudi ne bo spozabila nad mano. Ampak ker jo zmeraj voham in jo imam vse skozi na očeh, se ji lahko nemara vedno še pravi čas izmaknem. K temu pride še moj dobri sloves, prvoborca zoper njo. To vendar nekaj velja in mi še dolgo ostane. Tako, ironična. Pa tudi pesniška sredstva so mi tukaj všeč, ko so kar nabrana od antiteze. Še na drugi strani se deluje. Sem mislila, da ne, gledam na uro, veš. Je v redu? V redu. Vse smo začeli 10:06. Ok. Torej, rekla sem antiteza, sinestezija, tukaj stopnjevanje, dialog, kjer imaš tudi pike povece. Torej, njega ni problem brati, čeprav nima pik povece, ne? In to v bistvu ti izpostavljaš kot prednost, tako, ker ločila imamo pač... Ampak, a vidiš, retorično vprašanje je pa da vprašanje, ne? Da razumemo, ja, ne? Da razumemo. Da razumemo pomene, ne? Da ločimo. In da jih poiščemo še druge. Ne, tako nasplošno, ne? Ja. Zdaj pa daj tisto od društva, ki sva Ampak ti pa potem mislim, da sva medvi vedele, zakaj gre, samo medvi sva vedele, zakaj gre. Kaj pa ne? Jaz sem danes, ko sem še na novo obveščala, zadnji hit ljudi in nekaj teh utrinkov poslala v branje, da bi jih navdušila za branje knjige. Mislim, da je čudovita knjiga in vabim vse in v branju in tudi tako drobna knjižica s tako bogato vsebino nikoli ne more vzeti preveč prostora doma. Torej, vabim tudi jih po mojem trg nabavi. Otroci in levica. Kdor govori otrokom, misliti morate desno, je desničar. Kdor govori otrokom, misliti morate levo, je desničar. Kdor govori otrokom, nič vam ni treba misliti, je desničar. Kdor govori otrokom, čisto vseeno je, kaj mislite, je desničar. Kdor govori otrokom, kar sam misli in jim pove, da se morebiti tudi moti, je mogoče levičar.
Ampak ironija je v tem, da so bili tako razgreti od drugih stvari, da ne vem, če so trije razumljaki. Ampak danes se tu pogovarjamo o tej knjigi, pa vendarle. A zdaj greva še par jih prebrati? Jaz bi samo še asociacijo slovenske literaturi povedala. Lojze Krakar ima, seveda, se spomniš tistega verza, tu se je smrt utrudila do smrti in uresničil biblijski pekel, to je zločin dobil sloves obrti in na milijone duš premljel v pepel. Ena cela pesniška zbirka temu Auschwitzu posvečena. Potem Primo Levi, seveda zdaj je ravno kar ena knjiga o njem spet izšla, predvsem njegova knjiga Je to človek. Potem pa Boris Pahor, to bi bilo greh ne povedati, ampak ne bom spet Nekropole izpostavila, ker se meni zdi veliko boljša, pa tudi bolj asociirana tega avtorja knjiga Onkraj pekla so ljudje. To pa je za mene vrhunsko Pahorjevo delo, veliko bolj osebno kot so druga, bolj pričevanska, to je pa bolj osebno doživljansko in meni je bliže. Potem Viktor Frankl, seveda, pa David Banda, mi smo Banda pri Slovenski matici je tudi šel, to je bilo pa tako pretresljivo literarno branje, takrat smo bili, Jaz sem izpostavila z knjigo Desetletja. Ne, to pa resnično, to pa podpišem res. Pa seveda Janko Mestner, me prav zanima, kaj bom našla tam v Musilovi hiši. Da boš šla zdaj v zapuščino. Ena še taka pesem. Nasilje, se spomniš? Nasilje se ne začne, kadar kdo koga zadavi. Začne se, ko nekdo reče, ljubim te, pripadaš mi. Nasilje se ne začne, ko ubijajo bolnike. Začne se, ko nekdo reče, bolan si, delal boš, kar ti bom ukazal. Nasilje se začne, ko starši zatirajo svoje poslušne otroke in ko papeži in učitelji in starši terjajo samoobvladovanje. Nasilje vlada tam, kjer država govori. Če hočemo zatreti nasilje, ne sme več biti nobenega drugega nasilja razen mojega. Nasilje vlada tam, kjer je nekdo ali nekaj previsoko in je preveč svet, da bi ga lahko kritizirali. Ali kjer kritika ne sme drugega kot samo govoriti. Sveti ali visoki pa smejo več kot le govoriti. Nasilje vlada tam, kjer velja. Ne smeš se zatekati k nasilju. Nasilje vlada tam, kjer zapira svoje nasprotnike in jih sramoti kot svoje netilce. Temeljno načelo nasilja se glasi: prav je tisto, kar počnemo mi, kar počnejo drugi, je nasilje. Nasilja morda nikoli ne premagamo z nasiljem, a tudi ne vedno brez njega. Ta pa je ena redkih takih, ko se mi zdi, da kar malo preseneti. Spet je, si rekla, antiteza gradi tudi tukaj na antitezi, Gradi na antitezi. Ampak razloži v bistvu iz česa, kaj tista dvojnost ljudi, A veš, vsakem je dvojnost, pa za sebe misel, da je prijazen in nenasilen, ampak v bistvu pa to ni tako, In v bistvu to na sebi razloži, to mi je najbolj všeč, ker je zelo oseben, on ne z vrha nekje gleda, ampak on govori vedno o sebi, In tudi, če si opazila, ta lirski subjekt, ki je pri sodobnih pesnikih vedno tretji oseben in distanciran, tudi slučajno, pri njem pa ni tako, pri njem je pa prvoosebni lirski subjekt in ni nič prikrit. Jaz tako mislim, To je zelo pošteno, Potem imam jaz kar nekaj teh zelo kratkih.
pesmi. Prav, izvoli, glej, sej. Si želela, bi ti kako še prebrala? Ja, Glede na to, da imaš evo. kar nekaj izbranih, pa rekla si, da tudi imaš pri kakih za pokomentiranje. Ni primerno stvar. Ne bom še lahko komentirala, še kaj napišem lahko še kaj. No. Tako da, samo eno željo imam še, da jo bom prebrala, ampak kako boš ti rekla, izvoli. Najprej ti prebrala. No, jaz imam potem eno tako od krajših, torej definicijo smo že slišali, ena taka je tudi recimo, kar je smo tudi slišali, pa potem Laž o kratkih nogah, recimo na 46, je tudi taka, se zdi tako na videz zelo, zelo preprosta, pa tako kruto resnična. Prefridana. Prefridana, ja. Laž o kratkih nogah. Noge večjih laži sploh niso vedno tako kratke. Krajše je pogosto življenje tistih, ki vanje verjamejo. No, to so take, ne, sentenčne malo, ne? Ja, seveda. Ja, take aforistične, ne moramo reči, potem te anekdotične so pa že malo daljše. In če pogledaš, kje v posameznem ciklu je katera pesem, potem čutiš tudi stopnjevanje sporočilnosti ali pa zdaj pa še pogledaj še na drugo plat medalje. Ne? In tale je čisto na koncu pred zadnjega ciklusa, ki govori o zgodovini. Ne? Naslov pa je Angeli zgodovine in to je moja zadnja. Ni res, da zgodovino potvarjajo. Zgodovina se je v največji meri dejansko narobe dogodila. To lahko potrdim, bil sem zraven. In ni čudnega, da zdaj različne strani ponujajo izboljšane verzije, ki tisto, kar se je dogodilo, ne toliko popravljajo, kot hočejo popraviti. Spoznale so namreč te strani. Nikoli in nikdar ne smemo dopustiti, da bi nam slaba dejstva vzela pogum. Hvala, Lidija. Jaz mislim, da v tem trenutku le še povabila sem vam, da se nam pridružite v tem zdaj že drugem delu nekemu kramljanju o Fridovi zbirki v slovenščini, če kdo pripravljen kak komentar posredovati vsem nam ali pa kako vprašanje. Tu imamo izvrstno poznavalko, seveda. Trudim se nekaj, ja. Tako. Književnosti in umetnosti slovenskih, koroških Slovencev in seveda vpliva najrazličnejših, tako je danes izpostavili različno to povezavo med Mestnerjem in Fridom. Tako da, Lidija, lepo je bila s tabo, lahko bi pa nadaljevali še eno celo uro, ko bi vedeli obiskovalci, Mi je všeč, da je ura. ko bi vedeli obiskovalci, ki nas bodo gledali na posnetku, da je tu 40 stopinj. Ampak bomo Komentiram, ker pravi, da je ura, sem rekla Lidiji, se vidi, da je bila gospa profesor in je navajena na reče. Ura je ura. Ne, za ljudi je treba misliti, ampak knjigo, to je pa nujna knjiga za med. Ne, to, jaz grem velikrat na predstavitve, zdaj pa nehamo knjige kupovati. Ampak ko je bil pa Frid, pa to ni zame ni veljalo, ne. Ker sem obe drugi dve sem poznala, ne, in sem komaj čakala, da bo ta prišla ven. A ne, Matica? Ja. Hvala.